Teden otroka in teden prometne varnosti smo v Kamniku zaključili s pisanim živžavom v soboto 10. oktobra pred Domom kulture. Na prireditev smo povabili otroke kamniških vrtcev in šol, posameznike in družine. Na ploščadi pred domom so se odvijale različne aktivnosti in delavnice, kjer so brezplačno lahko sodelovali vsi, obenem pa so bili nagrajeni s sponzorskimi darilci Rdeče žoge, Nove Ljubljanske banke, Zavarovalnice Triglav in Pošte Slovenije. Začeli smo z rdečo žogo, delovanje ustanove nam je predstavila gospodična Slađana, ki je ob koncu igre z žogo tudi razdelila nagrade. Nadaljevali smo z novimi lumpiji, ki so z otroki zaplesali in se z njimi igrali. Tudi Palček Snoviček ni mogel mirovati in je z otroki plesal in telovadil. Ves čas pa so se otroci lahko razmigali na poligonu in na skakalnem gradu Gregata in animatorjev. Za predah se je predstavil karate klub Virtus Duplica, spretnosti z mažoretnimi palicami pa so lahko obiskovalci preizkusili o pomoči kamniških mažoretk. Za zaključek pa so nas presenetili breakdancerji The Rock Crew, ki res obvladajo, pridružil pa se jim je samouk Gregi. V prostorih Mladinskega centra Kotlovnice se je igral ročni nogomet in igre na računalnikih, pri tabornikih pa zabavne igre, družabne igre in pripravljal se je veliki dogodek ob otvoritvi novih prostorov. Rod bistriških gamsov, kamniških tabornikov, je za to priložnost predstavil novo pesem. Po ogledu prostorov in pogostitvi se je nadaljevalo družabno popoldne, ki se je prevesilo v večer. Bivši tabornik, Debevec Iztok, je obujal spomine na stare čase, ko je bil sam tabornik. Zdaj, kako je danes čisto točno, ne vem, ker hodim zaenkrat sam še na družinske tabore, se pravi na te tabore, ki so starejši, toliko stari, kot jaz. Verjetno je bilo včasih približno enak, razen tega, da je bil zadeva malo bolj ideološko zasnovana in so bili taborniki bolj kot podmladek takrat mladine. S tem, da so se malo obračali tudi k življenju v naravi, pa zamenjali so po vojni v bistvu te stare katoliške skavte, ki so bili pa že nekaj časa v svetu. In kakšna se vam zdi danes taborniška soba, ki so jo odprli? Tole mislim, da je bila soba, v kateri so filme vrteli. Če se jaz prav spomnim, ker sem še tle v kino hodil, dobro so jo zrihtali. No. Zdaj sam še vsebino jim morajo dati, to pa pomeni, da morajo imeti sestanke noter, pa da se kvalitetni, ne vem, taki taborniki izvolijo do življenja v naravi in ostalega tle ven izučijo. Tudi podžupan Brane Golubovič je bil in je še zaprisežen tabornik. Zanimive izkušnje so bile skozi vsa ta leta in veliko doživetij lepih smo skupaj
doživeli. Tabornica pa taborniki glavna, ne, ki jo pa šele skozi leta ugotoviš, je pa ta, da smo se veliko življenjskih veščin naučili, ne samo taborniških, ki ti pomagajo v življenju in da lahko delaš, da ustvarjaš, in to se mi zdi tista bistvena stvar taborništva. Naučijo te živeti in preživeti, in to je v današnjih časih še kako pomembno. Tako da taborniki so cool in starši zaupite našim vodnicam pa vodnikom. Kaj pa menite o tej taborniški sobi, ki so jo danes otvorili? Soba je super. Če se jaz spomnim naše sobe, tista je bila sicer na začetku lepa, potem pa razmetana, polno enih taborniških rekvizitov. Jaz upam, da bojo oni bolj skrbeli za svojo sobo, jo čistili. Drugače pa soba ima dušo, zato ker so jo sami preuredili in uredili, zato mislim, da jo bojo tudi bolj cenili in pa veliko lepih stvari se jim bo zgodilo v tej sobi. O nadaljnji poti kamniških tabornikov pa je spregovoril nekaj njihov starešina Rok Tavčar. Večina taborniških aktivnosti se najbrž dogaja v naravi, kaj boste pa delali v taborniški sobci? Sestanki z otroci se drugače izvajajo po šolah, ampak tam imaš 1 uro na teden, recimo, tukaj se bo pa lahko več časa preživeli, pa kakšno bolj konkretno stvar naredili, več naučili, pa za naše druženje, pa sestanki vodstva bojo tukaj, ker zdaj nismo imeli primernega prostora. Prenova je trajala dolg časa. Mi smo dobili sobico lansko leto, lih 1 leto mineva, ampak na začetku je bilo treba še eno steno podreti, pa vse je bilo, veliko stvari je bilo tukaj noter, ki je bilo treba ven spraviti, pa pospraviti, potem je bilo treba prepleskati, elektriko napeljati, luči. Za konec pa le povabilo na vsa dogajanja v taborniški sobci in v kotlovnici, kjer se zmeraj dogaja kaj zanimivega.